Dame in gospodi, reporter Milan, sem ponovno na Sledi resnice. Danes bomo govorili o eni temi, ki te dni precej razburja občanke in občane našega mesta, in sicer voda v mariborskem vodovodnem sistemu je zelo, zelo klorirana, sicer po mnenju ekspertov nič nevarnega, nič alarmantnega, tudi na mariborskem vodovodu pravijo tako, ampak zato sem se danes odločil, da dobimo informacije z prve roke. Tukaj ob meni sta dva gosta, in sicer iz mariborskega vodovoda namestnik direktorja gospod Vodušek in pa iz civilne iniciative Čista voda, čista moda, gospod Beno. Dober dan, gospod Beno. Dobar dan. Gospod Beno, kaj točno zdaj pomeni ta vaša iniciativa Čista voda, čista moda? Ja, no, gre se, ni zdaj to pomembno, gre se pač, da smo mi prepričani, da si kot državljani Slovenije oziroma kot prebivalci mesta Maribor zaslužimo čisto vodo in zdravo življenje. Ne zdaj vi meni, kaj ime pomeni. To ne me zdaj, takoj ste me zopet, kak prijem jaz na občino potrkam, me takoj hočejo zavesti. Kaj boste kavo, ono, ne vodo, mi dajte s pipe. S pipe mi natočite, da se vidi. Da vidim, kak je megla, pa se pol vseda 2 minuti dol, pa me vse čreviči. Mali me je posral skoro zadnjič, ko je 2 deci spil, jaz drugo, ko vodo ne pustim doma pit. Dobesedno, sila, preslapljanje. Pa ne pustim tudi na WC samo zjutraj, ker zdrav način življenja zjutraj se gre, ne pa da se mi hodi pol na 10 minut, malo treba držati. In mali je na robu bil, tako vrezalo, češ pa zdravo živimo. Kje pa so tu moda v tej zgodbi? Ni važno, pravim vam, da čisto vodo nimamo trenutno, nimamo, ker voda smrdi. Ne? In zato je z nami tudi, kot sem dejal, iz vodovoda gospod Vodušek. Dobar dan, gospod Vodušek. Čujte, na začetku jaz vas lepo prosim, če me ne bi več za vsako malenkost sem klicali, res, no. Mislim, ker čas je taki, zdaj nimamo glih, jaz tudi ne časa na pretek, da bi za vsako stvar sem hodil. Mislim, pritisk je, bari štimajo, barve neke ni, zdaj pa če koga malo, ker je dan vun spucalo, pa nam lahko samo hvala reče, ne. Mislim, ker da človeka zdaj čisti, pa vsem tem sranju, kakaj v sebe damo, smo nam lahko hvaležni še, ne. No, pa mi doma bi se vseeno sami odločali, ko se čistimo, ne da bi nam vi to z neko regulativo pač življenje urejali. Kako regulativo? Čutaj, gledaj, potekal ta redno vzdrževalna dela, pač treba prečistiti sistem, voda je neoporečna. Zdaj se čisti, da bo v drugi polovici pač to uporabno, ne? A se pravi, zdaj v prvi polovici pa ni. Pa kako lahko vi pučite, mi pa to svinarijo pijemo, kam to gre, kaj ste spucali? Ja, po CV gre to, ne? A to se pravi, ko se jaz odprem, je glih nekdo spucal. Dajte vi meni povedati, v katerem nadstropju se doma. Ja, to zdaj je pomembno. Povejte mi, v katerem nadstropju se doma. V 3. voda je umazana, pravim. Ja, v 3. ni, v 3. ste varni. Prtliče pa prvi štok dobiš, je to, kaj je spucano. A ti si se gifta, mi v 3. pa smo varni. Mi pa samo dobimo tak še zraven malo. Pa dobro, pa kaj komplicirate toliko? Kaj komplicirate? Kaj kdo umr slučajno? Daj si se vi zamisliti, da vam jaz dam zdaj motiko, tako v Afriki, onim pa rečem, zdaj imate 6 dni, da vodo najdete sploh. Ob tem naj podarim še, da ste nagi tu prek, čez imate samo tako fliko, za vami pa čreda leva že čaka, ne, da boste skopali, da ne bo na suho jedli, da se lahko splaknejo dol vas, ne. No dobro, pa kaj ste vi blesavi, ali kaj? Pa jaz plačujem položnico! Kaki lev pa Afrika, ki mi živimo? Jaz plačujem za to, da pijem zdravo vodo, kaki lev, kaj ste vi? Pa vi ste blesavi, malo. Kak sploh vi temu lahko položnica rečete? To je sramota, to si ne zasluži beseda položnica, veste kak je voda poceni? Še 3-krat bolj vsrana bi mogla biti, da bi toliko bila vredna, ko je na položnici. Ti si idiot, ti si totalni idiot. Je, drage dame in gospodi, da si to ne bo šel do konca, da ste ne pozabite resnice, ni plenica, pa vendar. Ja, pa prepoceni je, to vam pravim. Zato mora biti srana.